Joj, Maja, zakaj se ravno meni to dogaja? Vprašanje, ki si ga verjetno postavimo prepogosto. Tako izkušnjo ima tudi moja sogovornica. Dober dan. Dober dan, pozdravljeni. Dobra Vila, Maja Debevc je v studiu, svetovalka, intuitivna svetovalka, bi lahko rekli, predavateljica, avtorica 13 knjig. Danes z nami, da odstre še kakšen trd oreh, ki se zasidra v nas. Ampak res, vprašanje, s katerim sem začela, Maja, današnjo oddajo, zakaj se to meni dogaja? Zakaj si postavljamo prepogosto takšna vprašanja? Na nek način je fajn, da si postavimo takšno vprašanje, zato ker potem lahko odgovore najdemo. Samo, če si postavljamo samo vprašanja, ne moremo rešiti stvari. Vedno se nam z nekim razlogom zgodijo stvari, ker nas nečesa uči, spominja, obrača vase, da se obrnemo in gremo nazaj k sebi domov, jaz pravim. Tako da, zato. Lahko tudi s pomočjo vaših knjig, vaših svetovanj, osebnih, skupinskih predavanj, delavnic. V rokah imam knjigo Vi ste kreator svojega življenja. Ta je zadnja, o kateri veliko govorite, o kateri se veliko piše in ki jo je na veliko srečo vzelo v roke že veliko bralcev. Res je, ja. Zanimivo, no, ker je to moja že res 13. knjiga, da nekako ta knjiga podira rekorde. Ljudje so pripravljeni postati kreatorji svojega življenja, ker je naslov Vi ste kreator svojega življenja. Ljudje so pripravljeni se vrniti v svoje bistvo. Nekako ljudje spoznavajo, da so duše v človeškem telesu, da so tukaj z nekim namenom, da imajo poslanstvo in da konec koncev lahko uresničimo karkoli si želimo. Ampak veliko jih je, ki negira zdaj te vaše besede. Seveda. Zdaj treba pogledati, koliko smo prebujeni, koliko dopuščamo čarovnijo, domišljijo, magičnost v svoje življenje, koliko se zavedamo, da kreiramo s svojimi mislimi in pa občutki in pa predvsem, da je vse v našem življenju zgolj in samo posledica tistega, kar je znotri nas. Tako da ja, seveda, na začetku ljudje negirajo, tudi jaz, ko sem pred 31 leti začela delati na sebi, sem bila na začetku skeptična, zdaj pa lahko v teh letih kar debelo knjigo napišem, kako sem ustvarila čisto vse v svojem življenju. Kaj ste morali za začetek narediti? Najprej pregnati strah? Nas strah omejuje pri kreacijah? Absolutno. Strah je počasno čustvo, lahko bi tudi rekli negativno čustvo. Strah je tisto pomanjkanje informacij dobesedno. Strah nas je takrat, ko ne zaupamo, ampak konec koncev, dajmo iskreno. No. Vse, kar smo do zdaj že uresničili, pa čez vse strahove, ki smo šli, smo pa na koncu rekli, a to je to. A ni res, ne? Konec koncev je vedno potem tako, zakaj sem se toliko bal, zakaj sem toliko časa odlašal, saj bi lahko že prej naredil neko stvar, ampak itak se vse zgodi v pravem času na pravem mestu. Tabuji v življenju vas obkrožajo, Maja? Seveda, že ime Dobra Vila je en sam velik tabu, ne? Ampak konec koncev, Dobra Vila je vsak, to je moja sporočilnost in vsak ima čarobno palčko v svojih rokah in lahko začara. Ampak premalokrat se tega zavedamo. Res je. Če smo mi kreatorji, se mi vse ustvarjamo. In v bistvu ta sporočilnost je tega mojega umetniškega imena, da je vsak kreator svojega življenja. Ampak kaj vas je pripeljalo do te točke, ko ste pravzaprav se zavedali, da svoje življenje stvarjate vi sami in potem naslednji korak, da to učite tudi nas? Ko sem bila že mlajša, se pravi, jaz sem pri 15 letih začela delati na sebi, tam okoli 20. leta sem nekako začutila, da je to moje poslanstvo, da bom drugim pomagala oziroma pokazala, ker sem nekako primer tega, kako spremeniti svoje življenje. Čez veliko grdih v narekovajih stvari sem šla v življenju, da me je pripeljalo do tega, da sem se vzljubila, da sem se začela imeti zdravo rada, da sem ugotovila, kako misli, občutki, čustva kreirajo, da sem si vse stvari pritegnila s svojim namenom, ure in ure, leta in leta nekih izkušenj in tako kot sem rekla, kmalu sem že vedela, da bo to moja pot, moje poslanstvo, da bom pisala, da bom na primeru pokazala skozi izkušnje, kako spremeniti svoje življenje. 2 punčke imate, mama ste in zdravniki so vam rekli, da je le 50% možnosti, da boste postali mama. Res je. Koliko ste takrat zaupali sebi
in koliko verjeli izrečenim besedam? Leta 2012, decembra, sem imela izven maternično nosečnost in so mi odstranili jajcevod. In takrat sem pač zvedela, da imam 50% možnosti. To je ful velik. Meni je že 1% veliko. Se pravi, da je možno. Ne? Nikoli se nisem vprašala oziroma sploh pomislila, da otrok ne bi imela. In iskreno lahko povem, da obakrat sem ta prvi mesec zanosila, ko sem se odločila, kljub 50% možnostim. Ker je vse res v naši glavi, v naši vibraciji, frekvenciji. Ampak verjetno ni bilo vedno vse v vaši glavi. Se pravi, človek podvomi, ko sliši neko prognozo, ki ni najbolj po njegovi meri, je kanček nezaupanja, nelagodja, strahu, besed, kaj pa če. Dobro, to je bilo že kar nekaj leta, ne, za mano, 2012, ko sem delala na sebi in takrat sem jaz v bistvu tolažila zdravnico. Tako je bilo, da je ena taka zanimiva situacija, bolj njej šlo na jok, jaz sem pa njo umirila, sej bo vse v redu, sej bom, jaz bom to vse skreirala, ni nobenega problema. Absolutno. Še kdaj pride kaj v moje življenje. Nisem 100% in tudi nikoli nisem rekla, da sem. Da je mogoče biti 100%. Ja, seveda. Pa tudi si ne želim, no? Ker ko smo popolni, se zaključi. Toliko let, toliko nekih lekcij, iniciacij, vedno kaj novega pride. Pa tudi jaz, seveda, imam kakšne trenutke, ko padam mogoče še v vlogo žrtve. Pa tudi jaz še jokam. Ampak sem se v teh letih naučila pobrati hitro, si popraviti krono, jaz pravim, ne? Pojdi naprej, tako, da se poberemo. Ni nobenega problema. Mi lahko počasna čustva čutimo oziroma jih doživljamo. Samo zdaj, kaj z njimi naredimo? Kaj zdaj s tem negativizmom naredimo? Ena misel mi je zdaj prišla na misel. In sicer ni pomembno, kolikokrat v življenju padeš, ampak kolikokrat ostaneš. Se pobereš, ja, absolutno. Točno to je to, ne? Sej ni problema, sej čutimo, pa pademo v dvom, pa se nam zgodijo kakšne negativne misli. Samo potem, z vsemi tehnikami, ki se jih v življenju naučiš, pa se spet spomniš, da si ti kreator svojega življenja, pa da bo itak vse v redu. Se pravi, tehnik se lahko nauči vsak. Absolutno, samo je pa zato zdaj vaja potrebna, ne? Da to res začutimo in da mi tudi začutimo, ne, kdaj smo v črni luknji, kdaj smo v vlogi žrtve, kdaj dvomimo, ne vem, kdaj smo jezni, ljubosumni. Začutiti je treba stvari. Tako, meni se že, v bistvu, me hecajo, da je moje srednje ime začutila boša, ne? Ker vedno pravim ljudem, lej se bi začutila kdaj, ampak res lahko čutimo. Delček tega danes tudi naučite skozi tale pogovor? Lahko. Maja, dobra vila Maja, kdo sega proti soncu iz vaših izkušenj? Tisti, ki si upajo spoznati, kdo so v resnici. Tako oba komada sta imela tako res globoko sporočilnost. In to so tiste stvari, ki nas v življenju lahko dvignejo. Upati se je treba, ker sreča je vedno na strani pogumnih. Kaj pomeni biti samozavestni kreator svojega življenja in kako vam to uspeva? To je bila napoved že nekaj dni pred najinim pogovorom na Radiu Robin. Kako vam uspeva? Pomembna je, pravite, jutranja rutina. Res je. Kako začnemo dan je zelo pomembno. Se pravi, da naredimo namero dneva, kaj si v tistem dnevu želimo, ali spoznati. Recimo moja namera je čisto enostavna. Veliko ljudi misli, da zjutraj pošiljam energijo, da ustvarimo vse tisto, kar ustvarim. Ampak v resnici je moja namera, zakaj imam to srečo, da privlačim ljudi, s katerimi se zabavam, smejim in veselim. To je moja namera dneva. A veste, s časoma potem z leti se vaše prioritete, vrednote čisto spremenijo. Iščeš čisto drugačne stvari, ne koliko followerjev, koliko bralcev bom dobila, ampak imam jaz svoj notranji mir in se veselim in zabavam in to je ključna točka, da ljudje uresničijo tisto, kar si želijo. Zelo je pomembno, kako začnemo dan, da ne posegamo, resnično ne posegamo po telefonu, da ni prva stvar telefon, dajte telefone iz spalnic ven, ker to je motilc, ki ti vzame pozornost, ki ti vzame energijo. Res 3 minutke, namera, kaj si želimo v tistem dnevu. Mogoče kakšne karte potegneš, dobiš sporočilo, na kaj biti pozoren v dnevu in z mirom in z lahkotnostjo začeti dan. Se pravi, to je tisti štart v pozitivno naravnanost? Tako, ker to potem skozi dan privlačimo. Če mi norimo zjutraj, najprej telefon, socialna omrežja, ker itak vemo, kaj je za socialnimi omrežji, neka zlagana popolnost, nas to potem cel dan spremlja in to ni v redu. Pomembno je, da smo mi res naravnani, osredotočeni na neko lahkotnost, enostavnost, notranji mir
In potem se tudi dan drugače odvija. Vprašanje, ki sem vam ga zastavila že za napovednik današnje oddaje, lahko v življenju res ustvarimo čisto vse? Res, ampak je zadaj kar nekaj stvari. Ne? Se pravi, kaj je na zakon motiva, jaz temu pravim, zakaj ustvarjamo, kar ustvarjamo. A ustvarjamo zato, da bomo dokazali celi vasi pa staršem, ali zato, ker mi želimo uživati. Ta passion bo prišel v naslednjih letih zelo v ospredje. Ta navdih, ta energija, delam res zato, ker je meni to fajn, ali delam zato, ker želim neko priznanje in pozornost. Se pravi, to je zelo pomembno, kaj smo pripravljeni za to narediti in ali je v skladu z našim najvišjim dobrim in pa z vsemi vpletenimi. Velikokrat si želimo kakšne stvari tudi zaradi tega, ker želimo moč, ker želimo priznanje. Se pravi, ko spustimo vse to, potem se bo itak konec koncev stvari same od sebe dogajale. Tudi danes sem tukaj lahkotno, nič kaj prav dosti nisem za to naredila. Ni bilo usmerjeno v to, da bi jaz dosegla ne vem kaj, ampak jaz rada počnem, kar počnem in zato ste me tudi povabili. In potem se vrata odpirajo sama po sebi, bravo, malo točno, da ne. Tako, točno to je to. Ego omenjate, ampak kako ga spustiti? Kako odklopiti Da začnemo čutiti. To je nekaj, kar ljudje zelo radi grejo, analizirajo, zato da so dobri, da so najboljši, spustiti stvari. Pri egu je jaz in ti in se konstantno nekaj dajemo, medtem ko je pri srcu mi, kako skupaj jaz in ti narediva nekaj čudovitega. To je potem mi, ko spustiš, ko je nepomembno, kdo je v spredju, kdo je prvi, ampak smo vsi skupaj, skupina je v spredju. Ampak človek je v egu, to težko opazi, jaz in jaz. Opazimo lahko ali opazijo vsi okrog, recimo temu mene, jaz sama pa ne. Se pravi, kako zaznati to, bom rekla, lastna hvala? Z notranjim in čutilnim centrom, se pravi v prsih mi čutimo stvari, mi zaznavamo, aj tukaj kepa, aj pritisk, nas je strah, smo jezni, ljubosumni, se pravi vsa čustva mi tukaj noter čutimo, veseli, radostni, navdušeni. In če mi začnemo poslušati, kaj čutimo v prsih, bo vse jasno. A smo v egu, ker se slabo počutiš. Jaz pravim temu, pardon, izrazom pljak. Občutki so, ni prijetno tisto, ko se moraš dokazovati, pa ko moraš biti glavni, pa ko moraš biti prvi, pa ko se ne počutiš dobro. Če poslušamo občutek, potem točno vemo. Zdaj seveda, tukaj govorimo o starih pa mladih dušah, seveda, da mlade duše tega še čisto ne razumejo. Ampak jih nekako razumeti, da so v procesu prebujanja, se tudi mi smo bili tam. Se moramo vsi naučiti obeh polov, da najdemo to srednjo pot, zlato sredino. Vse najboljše zgodbe se začnejo s sanjami, pravi naša gostja, Dobra Vila Maja, kot sem že dejala, duhovna svetovalka, inspiracijska, intuitivna, avtorica 13 knjižnih, lahko rečemo, uspešnic, kaj ne, Maja. Sicer pa govoriva o kreiranju, ne? Vi ste kreator svojega življenja, nosi naslov vaša zadnja knjiga, pa mogoče predno predstaviva, zakaj je pravzaprav nastala in kdo največ posega po tej knjigi. Morda to, o čemer velikokrat govorite, da se prevečkrat človek, bom rekla, osredotoča na to, kaj bi rad, premalokrat na to, kaj pa lahko naredi za to, oziroma da za to. Se pravi, kaj bi mi radi, ne kaj mi lahko damo. Res je, pa predvsem tudi to, kaj si želimo, je pomembno, kako se bo zgodilo, bo pa vesolje poskrbelo. In to verjamem, ker bi tudi meni na začetku težko, ljudje ful težko spustijo, zato ker gremo skozi racionalni ker ne čutimo stvari. Predvsem pa tako, kot ste lepo rekla, kaj lahko damo, samo mi ne moramo dati, če tega nimamo. In velikokrat ženske sploh ne slišam, ker rečejo, jaz se razdajam, dobesedno, se to je res, razdaja se, sej ne daje, razdajati pa dajati, deliti je nekaj čist drugega. Samo, če mi dajemo iz pomanjkanja, ne moramo srečevati, ne moramo dati. Mi dajemo zato, ker nekaj nazaj želimo, zato, ker mi nečesa nimamo in hlastamo potem po nečem. Zato jaz vsem priporočam, da se najprej napolnijo z vsem tistim, kar si želijo iz okolice, potem bo pa to prišlo, ker enako vedno privlači enako, prazno privlači prazno in polno. Ampak vedno ostajamo bolj ali manj v premalokrat gremo v srce, se pravi kalkulacije, kaj pa bo, če bo, kako bo, kdaj bo. Kako naj združimo oziroma se dobimo med in srcem na pol poti?
Ja, to zaupanje sem tudi jaz veliko let vadila, da sem prišla potem do tega, da samo vibriram, da čutim neko stvar. Na začetku se je treba sploh upomniti, da se sprašujemo, da preveč kalkuliramo, da se preveč razumsko lotevamo uresničevanja nečesa. Jaz imam ravno en primer, ki se je zgodil pred kratkim. Sem bila na počitnicah, jaz obožujem zelenjavo, predvsem solato in seveda mi jo je zmanjkalo. Moj racionalni ni mogel najti druge rešitve, kot seveda je trgovina, dobro, kakšne okoliški kmeti, ampak ne boste verjeli, da naslednji dan je gospod pozvonil na vrata in prodajo zelenjavo. A veste, to je tisto, ko mi pritegnemo potem stvari v svoje življenje. To je tak čist banalen sicer primer, ampak to je tisto. Ko se mi ne ukvarjamo, kako stvari same do nas pridejo, ker ko mi namagnetimo svoj notranji magnet, stvari same od sebe pridejo v naše življenje. O tem nas učite tudi v knjigi Čarobni napoj, kako iz teorije v prakso. Res je. 7 korakov menda? Ja, gre v bistvu za to, da ljudje nekako se naučijo umiriti najprej v sebi, da sploh začutimo znotraj sebe, kaj čutimo, to je prvi korak, da sploh začutimo sami sebe, kaj čutimo, ker velika večina ljudi sploh ne ve, kaj čuti. In kako bomo potem reševali stvari, če smo pod paniko, če smo pod strahom. To je tista prva stvar, ki jo jaz priporočam ljudem, najprej se naučiti čutiti, potem se umiriti, lepo dobro predihati stvari, ker samo v točki 0 in ko smo mirni, lahko rešujemo stvari. Potem je pomembno, da pogledamo naše vzorce prepričanja, da ponovimo kakšno afirmacijo, vizualiziramo stvari, se pravi, da najdemo orodja, kako začutiti znotraj sebe tisto, kar si želimo. Ker nekaj v glavi, nekaj pa res čutiti. Katero prepričanje je vas osebno najbolj omejevalo na tej poti razvoja? Da nisem dovolj dobra. To. In večinoma, ko delam z ljudmi, ker res na moji modri sedežni je sedelo že na tisoče in tisoče ljudi skozi tudi predavanja, tudi to druge omejuje, se pravi to, da se nimamo zdravo radi, da se ne cenimo, da se ne spoštujemo, predvsem pa to, da smo v nekem pomanjkanju nečesa, predvsem to, nisem dovolj dober, kar pa vse stvari zopet izvirajo iz otroštva. Da se imamo dovolj oziroma nimamo dovolj radi. En pokazatelj morda oziroma vaša naloga za nas vse, da preverimo, koliko v resnici se imamo radi za danes morda. Koliko resničujete svoje sanje in kaj za njih naredite? Kdaj ljudem postavite mejo? Kolikokrat rečete ne? Kdaj sledite sploh svoji resnici? Da jo izrazite, poveste, kaj si sploh v resnici želite. Ampak iskreno si slišiš se lahkotno, to je veliko let dela za tem, da ti resnično začutiš vsakemu trenutku svojo resnico. O letih dela ne bova govorili, ker se mi zdi tudi meni ogromno, ko sem vas takole prebirala in iskala informacije o vas, ampak začeti pa je potrebno. Absolutno. In vsak dan, če začnemo, smo bliže cilju. Naj bo to vodilo, kaj ne? Seveda, jaz sem to samo zgolj to omenila, da ne ljudje ne iščejo bližnjic, ampak vsak trenutek je treba uživati in vsak trenutek nekaj prinese. Jaz to zgolj poudarjam zato, ne, moj bog, koliko časa bo treba delati, ne, ampak zato, da se zavedamo, ok, to je pot, to je delo, ker pomembna je pot, ne cilj, ne, to je taka modra misel, ki jo lahko obračamo v različnih situacijah, tako da kar pogumno zavihati rokave, dvigniti zele telefon, poklicati nekoga, si upati nekaj narediti, skočiti v vodo, tako da absolutno akcija. Kot velikokrat rečete, najpomembnejše, najdragocenejše stvari se ne zgodijo v coni udobja, ampak je potrebno se malo premakniti in na to temo. Ostali sva pri tem, da se velike stvari zgodijo, ko stopimo iz cone udobja. Ampak tale prvi korak ni tako enostaven, ne? Tudi zgolj samo se odpraviti na telovadbo, ne? Vse je stvar odločitve. Sej je tudi ena misel, da vse se začne, ne vem, potovanje dolgo, ne vem koliko 1000 kilometrov se začne s prvim korakom, tako da res se vse začne s tako našo globoko odločitvijo, nekaj se v glavi odločati, jaz bom pa, ne vem, shujšel, pa šel na telovadbo, nekaj pa pol res za to narediti, ampak vse, ko so tiste globoke odločitve, jih itak začutimo znotraj sebe in potem res nekaj za to naredimo. Vedno imamo samo eno odločitev, pišete, vas citiram, greva v strah ali ljubezen, greva v dvom ali zaupanje, greva v problem ali rešitev. Res je, a greva v temo ali pa v svetlobo, jaz temu pravim tudi ne drugače. Bomo sedeli na tleh, pa cepetali pa jokali, ali bomo pa iskali rešitve. Vedno, še enkrat, vedno so rešitve. Samo poiskati jih je treba, zaupati je treba, verjeti je treba.
Ampak kaj, če nam, tako malo vas bom izzvala s tem vprašanjem, na pot prihajajo ljudje zgolj in samo s problemi in se potem te energije navzamemo, vidimo življenje kot en sam problem. Kaj boste rekli? Kje je v resnici srž tega? Gre za to, da se energije prelivajo. Ne? V naslednjih letih bomo več spoznali o tem, da je vse energija, da je vse vibracija. Tudi mi smo nekako vibracijsko telo, melodično telo. In če si dolgo časa okoli negativnih ljudi, avtomatično začneš pobirati stvari. Samo, kaj pa če bi jaz dala zdaj za izziv ljudem, da se začnejo zavedati, kako lahko njihova pozitivnost vpliva na njihovo razpoloženje. Se sami lahko vidijo, ne vem, res dobro glasbo vrtimo danes. Ne vem, ritke migajo vedno tako, ne, in se dvigne razpoloženje. Ne pomislijo ljudje, kako se počutijo v enem komadu, v drugem komadu, v eni osebi, v drugi osebi. Mislim, če ljudje zdaj niso začutili pozitivizma, pa nismo vplivali na njih, ne, sem prepričana, da bo vsak zdaj poslušalec pokimal in to je tisto, kar se začnete zavedati, da imate vpliv na druge ljudi, da jim lahko ljubezen pošiljate, da jim lahko rešitve pošiljate in ljudje bojo to na nekem nivoju začutili. Kaj pa teza, da privlačimo sebi enake? To je res neenako, privlači enako, pa si priznati tudi kakšne stvari, ne, da smo mi mogoče negativni, pa da ne, mogoče mi nismo v narekovajih toliko duhovni, kot mislimo, da smo. Vedno je vse naše ogledalo, vedno. Ravno iz tega stavka, ki ste ga napisali na družbenih omrežjih, izhajam. Danes razumem, da ogledala v obliki ljudi in dogodkov prinašajo informacije. Bravo, res je. Vedno pride vse kot neko veliko sporočilo, če mi znamo to pogledati. Če se znamo poglobiti, če si priznamo, zakaj je to prišlo v naše življenje, kje imamo še nekaj za počistiti, se spomniti, poglobiti, se naučiti, vse pride kot. Vsak trenutek je v bistvu ena velika šola, samo če želimo tako pogledati. Se pravi, ogledalo postaviti predvsem sebi, Bravo. Ne pa prvo in zgolj tako, drugim. Res je. Ne, mi moramo v bistvu vedno pogledati, če smo v partnerstvu, ki nam ne ustreza, če smo v službi, ki nam ne ustreza, zakaj smo tukaj, zakaj smo se znašli v okoliščinah, v katerih smo, kaj nam to odslikava od nas. Dam odpoved v službi, ki mi ne ustreza. Kaj pa potem, kdo bo jutri plačal položnice? To je tako. Vas izzivam, ne? Ja, v smislu, super, se mi je všeč tako vprašanje. Se pravi, tu ne gre zgolj za zaupanje. Lejte, tako, jaz takih nepremišljenih potez ne svetujem ljudem, dokler tega ne vibrirajo. Ker smo prej rekli, nekaj je v glavi, a ne bom jaz to naredil, pa bom šefu odrezal kravato, nekaj pa če res to vibriramo. Ne? Ker seveda ne vibriramo tega, če naredimo neko tako nepremišljeno potezo. Ne? In tudi ne bomo verjetno službe ustvarjali, ne? Zato velikokrat, ko dobim ta izziv, sej to v vibraciji, da ti ne boš ustvaril tega, ker nikoli ne smemo menjati stvari takrat, ko smo nezadovoljni, ker to je zakon nezadovoljstva. Ne? Če smo mi nezadovoljni, je nekaj v nas in mi bomo enakega šefa ustvarjali. Partnerja menjamo, ko smo nezadovoljni. Ja, seveda, ampak dajmo pogledati iskreno, kaj je v nas, da smo jih ustvarjali, ne? Ker imam veliko izkušenj na partnerskem področju in sem še pred leti, še preden se je sploh začelo v vzorcih in prepričanjih govoriti tako na veliko ugotovila, Maja, nekaj v tebi. Rdeča nit ti sledi, se pravi, je nekaj v tebi, da privlačiš takšne službe, takšne partnerje. In dokler nisem jaz zamenjala vibracije in frekvence, se vzljubila, imela rada in nekaj zamenjala vse, je logično, da so mi sledile enake izkušnje. Zato dobro premisliti, zakaj zapuščamo partnerski odnos, ker bomo enako potegnili. Dobro premisliti, zakaj zapuščamo službo, ker bomo enako pritegnili. Tako da vedno nam te stvari sledijo, tako kot smo rekli, enako privlači enako. In jaz vedno svetujem, ne nekih neumnih odločitev delati iz danes na jutr. Dajmo najprej vibrirati stvari in ko jih mi zavibriramo, v miru zapustimo partnerski odnos, v miru zaključimo v službi in potem smo mi pripravljeni na nekaj novega. Drugače pa ne bomo ustvarili. Maja Debevc, Dobra vila, vi ste kreator svojega življenja, knjigo imam v roki že vso dajo, pa skoraj da še niso prišli do nje, ampak verjetno so v knjigi zajete vse vsebine, o katerih smo pravzaprav danes govorili. Na dolgo in široko, še bolj razloženo in več nekih stvari. Kako dvigniti svojo frekvenco in v življenje pritegniti, kar si želite, se pravi dvig frekvence, zakaj je to pomembno, na kakšen način naj odvignemo? Zato, ker se nikoli ničesar ne pridobimo, ampak se vedno s tem vibracijsko uskladimo.
Se pravi, s to ljubeznijo do sebe, da verjamemo, da čutimo stvari znotraj sebe, da ne delamo nekih nepremišljenih stvari, preden jih res čutimo, to, kar smo prej govorili. In to je tisto, kar dviguje našo frekvenco in pa vibracijo. Maja, odprla sem na strani 84, kjer piše: ko nekaj sprejmemo, to izgubi moč nad nami. Nehajte se boriti, če se proti čemurkoli borimo, to dobiva še večjo moč. Res je, tako kot smo prej rekli, če se boriva proti partnerju, ki ni v redu, če se boriva proti sodelavcem, šefom, to dobiva vedno večjo moč, ker tja, kamor dajemo našo pozornost, to raste, ko sprejmemo te stvari, ko se ne ukvarjamo več s tem. Čudežno izginejo in se spremenijo in se partnerji spremenijo in se v službi spremenijo in vse ustvarimo v našem življenju. A to pravijo tudi ljudje, ki vas obiščajo na, bom rekla, svetovanju. Kakšni so rezultati? Zelo veliko punc je na poti svojega poslanstva, ki dela z menoj, so prebile tisti strah in uresničujejo svoje sanje. Veliko partnerstvo se je spremenilo, doskrat tudi v paru pridejo do mene, tako da smo nekako spremenili veliko partnerstev že do sedaj. Ampak zakaj, s kakšnim namenom pridejo? Kaj želijo, kaj pričakujejo mogoče? Večina pričakuje čarobno paličico, ki je pri njih. Jaz ljudi učim, kako začutiti samega sebe in kako zavibrirati znotraj sebe, ker nič iz zunanjega okolja nas ne more usrečiti in nič iz zunanjosti nas ne bo spremenilo. Tudi jaz ne morem spremeniti življenja nekoga drugega, dokler se človek ne odloči in sam nekaj naredi. Obesila se bom na besedo, nič iz zunanjega okolja nas ne more osrečiti. Se pravi, kje iskati tisto pravo utripanje življenja? Notri, pri sebi, v prsih, v svoji duši. Tam je sreča. Zdajle, ta trenutek so ljudje lahko srečni. Ne rabimo ničesar iz zunanjega sveta. Kaj vas najbolj osrečuje? Moja družina. Oziroma to, da počnem tisto, kar res rada delam. Zdajle jaz čutim to energijo, ko lahko delim svoje spoznanja, modrosti. To so te trenutki, ki mene osrečujejo. Nekdo bi rekel nič posebnega, meni pa največ in najvrednejše na svetu. Upam, da ste s svojimi, bom rekla, modrimi spoznanji, ki ste jih pridobili skozi življenje, osrečili tudi naše poslušalke in poslušalce, ki so tole urico preživeli v družbi Radia Robin. Hvala za obisk pri nas. Z veseljem, uresničujte svoje sanje in si upajte, sreča na strani pogumnih. Hvala lepa, Maja, in hvala vam, drage poslušalke in poslušalci. Oddajo sem pripravila Martina Arčon.